Govor. Zdaj bi pa kar nadaljevali po programu in vabim magistra Aleša Pelana, ki bo govoril o nečem, kar nas čaka v naslednjem letu, in to je e-osebna izkaznica. Magister Pelan, prosim. Hvala za besedo. Najprej vse skupaj lepo pozdravil. Zdaj, kot je bilo v predhodni predstavitvi lepo pojasnjena tale aplikacija Pripomoček, ki je zelo aktualen v tem trenutku, bom jaz predstavil neko rešitev, s katero se bomo kot državljani srečali v prihodnjem letu, recimo v drugi polovici prihodnjega leta. Verjetno se boste strinjali z mano, če izrazim upanje, da bomo takrat zelo zadovoljni, če bo mobilna aplikacija Ostani zdrav takrat samo še kot nek spomin v naših možganih za neko obdobje, ki mogoče ni bilo najbolj prijetno. Skratka, elektronska osebna izkaznica. Za začetek nekaj terminov, da sploh vemo, o čem govorimo. Imamo recimo osebno izkaznico. To govorimo o dokumentu v fizični obliki, ki je namenjen za izkazovanje istovetnosti, dokazovanje državljanstva in se uporablja tudi kot potovalni dokument znotraj držav Evropske unije. Potem izraz biometrična osebna izkaznica označuje osebno izkaznico z dodatnimi varnostnimi elementi, tako da osebna izkaznica vključuje tudi brezkontaktni čip, na katerem so shranjeni podatki o uporabniku in pa tudi njegova podoba obraza ter prstni odtisi. Ti podatki so zaščiteni, so elektronsko podpisani, posebej pa je še varovan dostop do prstnega odtisa. In ko govorimo o elektronski osebni izkaznici, pa govorimo o neki novi funkcionalnosti, to pa govorimo o sredstvih elektronske identifikacije za autentikacijo, identifikacijo uporabnika pri uporabi elektronskih storitev in pa o kvalificiranem potrdilu za elektronski podpis, seveda, ki omogoča elektronsko podpisovanje. In v nadaljevanju se bomo dejansko osredotočili na to funkcionalnost, se pravi, govorimo o elektronski osebni izkaznici z vidika uporabe osebne izkaznice pri elektronskem poslovanju posameznika. Tukaj imamo dva stebra pravne ureditve. Sicer prvi steber predstavlja urejanje elektronske identifikacije storitev zaupanja. Imamo neko evropsko uredbo, ki govori o tem področju, že kar nekaj let je, 2014 je bila sprejeta, marsikdo od vas jo seveda še dobro pozna, to je uredba, tako imenovana uredba eIDAS. In pa imamo nek zakon, oziroma ga bomo imeli, nacionalni zakon, ki je trenutno zdaj v fazi sprejemanja oziroma medresorskega usklajevanja, zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. V sami uredbi prav dosti ne bi izgubljali besed, ker verjetno jo kar dobro poznate, se pravi, namen njenega sprejetja oziroma zakaj je bila sprejeta, je bil pač ugotovitev, da je interoperabilnost sistemov v Evropski uniji premajhna, da jo treba dvigniti na višji nivo, tudi upoštevati enake tehnične standarde. Z vidika elektronskih identifikacij, sredstev elektronske identifikacije, pa se dejansko ta uredba fokusira na pravni okvir za vzajemno čezmejno priznavanje. Se pravi, na področju elektronskih identifikacij uredba govori samo o zahtevah, o pogojih za čezmejno priznavanje. Samo urejanje elektronskih identitet, da tako rečemo, pa prepušča vsaki državi posebej. Se pravi, vsaka država se sama odloči, kako bo to področje interno pokrila, če pa želi vstopiti tudi v čezmejno poslovanje, pa mora seveda upoštevati odločbe ureditev te uredbe eIDAS. Se pravi, v nacionalni zakonodaji potrebujemo neko pravni temelj za urejanje elektronskih identitet, elektronske identifikacije, in to dejansko ureja tale zakon, ki sem ga že omenil, se pravi zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. S tem zakonom uvajamo nek koncept osebne elektronske identitete za fizične osebe, ki se uporablja za izkazovanje istovetnosti te osebe pri elektronskem poslovanju. Elektronsko identiteto lahko pridobi državljan Republike Slovenije in pa tudi tujec, ki ima v Sloveniji prijavljeno bivališče, stalno ali začasno. Osebno elektronsko identiteto ima oseba samo eno samo, ampak za dokazovanje te elektronske identitete pa lahko uporablja različna sredstva elektronske identifikacije. Bomo v nadaljevanju pogledali, kaj to dejansko pomeni. Še en koncept, ki se uvaja s tem zakonom, je pa enotna številka elektronske identifikacije, tako imenovan eŠej,
ki je enolični identifikator za potrebe elektronskega poslovanja in se nanaša tako na fizične osebe, kot tudi za poslovne subjekte. Dejansko bo temeljil na davčni številki, ker je nekako to že uveljaven pristop, ampak je pa sedaj tudi formalno tole pokrito oziroma urejen, kar do sedaj dejansko uporaba davčne številke ni bila. Se pravi, zakon kot tak govori o osebni elektronski identiteti in pa o konceptu, se pravi sredstvu elektronske identifikacije, s katerimi dokazujemo osebno elektronsko identiteto. Ko govorimo pa o konkretnih sredstvih, pa teh sredstev ne urejamo v zakonu, ampak bodo urejena v pripadajoči uredbi. Se pravi, v tej uredbi se bodo definirala pa sama sredstva elektronske identifikacije, njihova oblika, tehnične značilnosti, način izdaje, veljavnost in tako naprej. In tukaj pa imamo že predvidenih kar nekaj takih sredstev, se pravi, prvo sredstvo je zagotovo ta elektronska osebna izkaznica, potem pa tudi recimo eno ali več nekih virtualnih sredstev, ki bodo omogočila uporabo osebne elektronske identitete na mobilnih telefonih. To smo zdaj pogledali ureditev na področju elektronskega poslovanja. Drugi temelj elektronske osebne izkaznice je pa zakonodaja na področju osebnih izkaznic. In tudi tukaj imamo dva temelja, imamo neko evropsko uredbo o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic in pa seveda tudi nacionalno ureditev, ki se dejansko se bo izvedla v obliki novele zakona o osebni izkaznici. Tudi ta zakon je trenutno v postopku sprejemanja. Če pogledamo to najprej evropsko uredbo o okrepitvi varnosti, dejansko njen namen je bil, da se dvigne nivo varnosti osebnih izkaznic znotraj celotne Evropske unije, ker namreč do sedaj so te osebne izkaznice zelo različno tehnično implementirane, z različnimi nivoji varnosti, in ker so to nekako prepoznali kot grožnjo, se je Evropska unija odločila, oziroma države so se odločile, da tukaj dodajo neke nove varnostne elemente, in sicer konkretno niso tukaj izumljali nobene tople vode, ampak dejansko so uporabili oziroma se predvidevajo rešitve, kot se že kar, mislim, da skoraj 15 let recimo uporabljajo pri potnih listinah. Se pravi, gre za brezkontaktni čip, shranjen v obrazcu osebne izkaznice. Na tem čipu, kot rečeno, so podatki uporabnikov, ki so sicer tudi vidni na osebni izkaznici, tudi njegova slika, tudi njegov prstni odtis, vse skupaj elektronsko podpisano, kar zagotavlja avtentičnost podatkov, in pa seveda, ne nazadnje, potrebno je poudariti, dostop do prstnega odtisa kot posebne oblike osebnih podatkov je posebej varovan z nekimi dodatnimi mehanizmi infrastrukture javnih ključev. Ampak ta trenutek, ta varnostni vidik ni pomemben, tako mogoče zgolj v vednost. Namreč tale uredba omogoča tudi to, prepušča državam članicam možnost, da ta čip izkoristijo tudi v kakšne druge namene. Skratka, da lahko na tem čipu shranijo tudi podatke za neke elektronske storitve, elektronsko poslovanje. Edina zahteva, ki se tukaj nanaša, pa je ta, da morajo biti ti podatki ali fizično ali logično ločeni od biometričnih podatkov. Se pravi, lahko se uporabi isti čip, ampak mora biti uporaba ločena, se pravi, da dostopi do biometričnih podatkov so povsem ločeni od dostopov do podatkov, recimo za potrebe elektronskega poslovanja, oziroma v našem primeru konkretno za potrebe elektronske osebne izkaznice. Zdaj, če pogledamo tehnično, kako to ne bi izgledalo, se pravi, imamo pa zakon, ki pa določa o tem, da bo osebna izkaznica državljanu omogočala tudi elektronsko identifikacijo in pa elektronsko podpisovanje. In sicer na ta način, da bodo državljani, ki bodo dopolnili 12 let starosti, pri pridobitvi osebne izkaznice, na tej osebni izkaznici dobili tudi dve sredstvi elektronske identifikacije, in sicer sredstva elektronske identifikacije tako imenovane visoke ravni zanesljivosti, tega najvišjega nivoja, ki je določen v tej uredbi eIDAS, in pa tudi sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti, z neko minimalno nivojem varnosti, bomo potem pogledali, zakaj so tale nekako dejansko namenjen, in pa tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Skratka, elektronska osebna izkaznica, tako rečemo, ima 3 elemente, se pravi, sredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti, sredstvo nizke ravni zanesljivosti in pa kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Veljavnost vseh teh 3 elementov je dejansko enaka, kot je veljavnost osebne izkaznice,
načeloma, se pravi, pri mladoletnih osebah je to 5 let, pri polnoletnih je to 10 let, izjema pa so seveda tisti starejši od 70 let, katerim se osebna izkaznica izda s trajno veljavnost, elektronska osebna izkaznica, se pravi tile 3 elementi, pa se izdajo z veljavnostjo 10 let, ki je nekako maksimalna veljavnost po zakonu o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Zdaj, če si pogledamo samo obliko teh sredstev, se pravi, obe sredstvi elektronske identifikacije bosta implementirani kot digitalno potrdilo, ki bo shranjeno na tem čipu osebne izkaznice. Kot rečeno, gre za 2 sredstvi, eno sredstvo visoke ravni zanesljivosti, drugo sredstvo nizke ravni zanesljivosti, z obdobjem veljavnosti največ 10 let in pa seveda namenjena državljanom Republike Slovenije, ker so pač državljani Republike Slovenije upravičeni tudi do osebne izkaznice kot take. Uporaba bo možna tako neposredno, se pravi prijava z digitalnim potrdilom, tako rekoč, na neko storitev, ali pa preko centralne storitve za spletno prijavo elektronski podpis, kar recimo se že uporablja v precejšnjem številu nekih elektronskih storitev javne uprave. Tudi dostop do podatkov na čipu bo možen na 2 načina. Se pravi, čip je en sam, vmesnik je pa tako brezkontaktni, brezstični kot stični vmesnik. Se pravi, da bomo lahko uporabljali tako čitalnike pametnih kartic kontaktne kot brezkontaktne. Poleg tega bomo pa lahko do tega čipa oziroma da podatkov elektronske osebne izkaznice, seveda samo v tem delu, ki se nanaša na elektronsko osebno izkaznico, ne pa na biometrične podatke, dostopali tudi z mobilnimi napravami, se pravi s pomočjo NFC protokola, neko namensko aplikacijo in tako naprej. Sredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti bo namenjeno tudi za čezmejno uporabo v skladu z uredbo eIDAS, o čemer smo že govorili, seveda po priglasitvi, to je nek uradni postopek, ki ga sproži država. Zdaj, sredstvo nizke ravni zanesljivosti pa je predvideno, in to je nekako najpomembnejša novost, recimo v primerjavi z rešitvijo, kot je bila recimo že lani zastavljena oziroma predvidena. Skratka, se bo pa lahko tole sredstvo nizke ravni zanesljivosti uporabljalo tudi kot nadomestilo za kartico zdravstvenega zavarovanja. Se pravi, načeloma bo lahko uporabnik svojo istovetnost, da tako rečemo, pri izvajalcih zdravstvenih storitev lahko izkazoval tudi s osebno izkaznico, elektronsko osebno izkaznico, namesto s kartico zdravstvenega zavarovanja, kar imamo sedaj v praksi. Kar se tiče varnosti, je pomembno opozoriti na to, da se tukaj predvideva uporaba eliptičnih kriptografskih algoritmov. Zakaj? Prvi razlog je ta, da v tem času, recimo, ko so že te eliptična kriptografija, kar je recimo že kar nekaj let, 10-15 let nekako na voljo, ampak v tem času se je tako razširila, da dejansko ni ovir za njeno uporabo tudi izven nekih zaprtih sistemov, kar je bilo do sedaj recimo praksa. Drugi razlog je pa ta, da omogoča tudi veljavnost recimo teh sredstev, potrdil, ki se v tem primeru zahteva, se pravi 10-letna veljavnost, medtem ko klasična kriptografija nekako ni primerna za tako dolgo veljavnost digitalnih potrdil. Pomnilniški medij je varen, certificiran kot naprava za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa. Način dostopa je pa zavarovan s kodom PIN in PUK, tudi seveda so predvideni postopki za zaščito teh kod, se pravi, uporabiš nastavitev začetnega gesla, po nastavitev začetnega gesla, postopek do pridobitve tele kode PUK in tako naprej. Seveda to govorimo o sredstvu visoke ravni zanesljivosti, medtem ko sredstvo nizke ravni zanesljivosti pa tako kot kartica zdravstvenega zavarovanja seveda nima nekih zaščit, ker seveda te zaščite v tem primeru niti niso relevantne. Če pogledamo pa še ta tretji element elektronske osebne izkaznice, se pravi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. To je tretje potrdilo, ki je shranjeno na tem pomnilniškem mediju oziroma čipu osebne izkaznice. In sicer gre za kvalificirano potrdilo, ker je pomnilniški medij čip certificiran kot napravo za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa. To pomeni, da ta rešitev bo omogočila tudi izvajanje kvalificiranega elektronskega podpisa. Se pravi, to je dejansko tisti podpis, ki je edini enakovreden z lastnoročnim podpisom, če gledamo tole ureditev na področju storitev zaupanja. Kar se tiče ostalih elementov, v smislu upravljanja, imetniki kvalificiranega potrdila, varnostnih značilnosti in tudi veljavnosti, ni nobenih razlik, dejansko so tukaj
na tem področju vsi elementi povsem enaki kot pri sredstvu elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti, v smislu uporablja se PIN, PUK, 10-letna veljavnost, maksimalna, državljani Republike Slovenije starejši od 12 let, postopek pridobitve kot postopek pridobitve osebne izkaznice. Toliko na kratko, za kakšna morebitna dodatna vprašanja, pa seveda potem po zaključku tega sklopa. Hvala. Najlepša hvala, magister Pelan, za vaše predavanje. Kot ste že rekli, mogoče res prihranimo vprašanja za zaključek te sekcije in bi